Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Global Eye. Sem Nataša Kircik in nocoj si bomo ogledali največje zgodbe, ki so ta teden v središču pozornosti po vsem svetu. Poglejmo, kaj lahko pričakujemo nocoj. Se bo vojna med Rusijo in Ukrajino sploh kdaj končala? No, medtem ko si obe strani še naprej izmenjujeta ogenj, se pojavljajo vprašanja, kdo ima v resnici prednost. In prav o tem bomo razpravljali. In kasneje, če vas skrbi, ali si boste lahko privoščili naslednjo letalsko vozovnico, niste edini. EasyJet zdaj zmanjšuje strahove glede goriva za poletje in pravi, da trenutno ni nevarnosti pomanjkanja, čeprav napetosti na Bližnjem vzhodu še naprej držijo naftne trge v negotovosti. Poleg tega ZDA obtožujejo kubanskega voditelja Raula Castra umora, medtem ko se Kuba zaradi novih ameriških sankcij trudi finančno preživeti. Imamo vse podrobnosti. Toda preden se lotimo vsega tega in še veliko več, si poglejmo nekatere največje zgodbe, ki ta teden polnijo naslovnice po vsem svetu. Smrtonosna rudarska nesreča na severu Kitajske velja zdaj za najhujšo v zadnjih 17 letih. Potem, ko je v ogromni eksploziji plina v premogovniku na severu Kitajske umrlo najmanj 82 ljudi. Oblasti pravijo, da je do zmede prišlo zaradi kaotičnega začetnega štetja, saj je bilo v času eksplozije v petek pozno zvečer pod zemljo 247 delavcev. Več 10 ljudi je bilo ranjenih, 2 osebi pa še vedno pogrešajo. Zaenkrat so nekateri uradniki podjetja pridržani in preiskovani. Peking zdaj poziva k popolni preiskavi in ponovnim varnostnim pregledom, potem ko so državne medije znova opozorile na nevaren pritisk, da se v kitajski ogromni premogovni industriji daje prednost proizvodnji pred varnostjo. Medtem so ameriška vojaška letala izvedla redko vajo nad Caracasom. To je prva vaja po ameriški operaciji, ki je v začetku letošnjega leta strmoglavila predsednika Nicolasa Madura v Venezueli. Uradniki pravijo, da sta 2 letali Osprey pristali v bližini ponovno odprte ameriške ambasade, medtem kar opisujejo kot vajo hitrega odziva in evakuacije. Zdaj Washington pravi, da gre za pripravljenost in stabilizacijo države pod njeno novo politično ureditvijo. Toda na terenu je vtis ameriških letal, ki letijo nad prestolnico, povsem drugačen, saj nekateri Venezuelci to imenujejo nezaželeno demonstracijo sile. In v Evropi je Srbija na trnih, saj 10 tisoči protestnikov preplavljajo ulice Beograda, tokrat pa postaja nasilno. Študentsko vodeni protivrevladni shod, ki protestira proti 12-letni vladavini predsednika Aleksandra Vučića, se je zdaj zaostril v spopade s policijo. Policija je uporabila solzivec in šok granate, medtem ko so skupine protestnikov metale bakle, steklenice in kamenje. Gibanje se je začelo pred približno 18 meseci. Sprožil pa ga je smrtonosno zrušenje železniške postaje, v katerem je umrlo 16 ljudi in povzročil jezo zaradi korupcije in malomarnosti države. In SpaceX je pravkar svojo najmočnejšo raketo doslej približal komercialni uporabi. Vendar se ni končalo tiho. V petek je podjetje svoj 12. preizkusni polet zvezdne ladje izstrelilo iz Teksasa, s čimer je ogromno raketo naslednje generacije poslalo v vesolje na preizkus z visokimi vložki. Ta misija se je končala s kontroliranim pristankom v Indijskem oceanu. Sledila je velika eksplozija. Kljub temu SpaceX ta preizkus označuje kot ključen korak naprej za Starship V3. To je nov sistem, zasnovan za pogostejše izstrelitve Starlink in za pošiljanje prihodnjih misij NASA na Luno. In zdaj smo dosegli vrh. Minilo je že več kot 4 leta, odkar je Rusija začela vojno proti Ukrajini. In medtem ko obe strani si še naprej izmenjujeta ogenj z najnovejšimi večjimi napadi, tako na Moskvo kot na Kijev, se iz Rusije pojavlja vse več poročil, ki nakazujejo, da pritisk morda končno dohiteva predsednika Vladimirja Putina. Med upočasnjujočim se gospodarstvom, izpadi interneta in frustracijami med elito se zdi, da celo glasovi, ki podpirajo vojno, začenjajo spraševati, kam vse to vodi. A vendar Moskva vztraja, da je zmaga v Donbasu še vedno dosegljiva. Torej je zdaj veliko vprašanje naslednje. Ali ima Putin še vedno popoln nadzor? Ali pa začenjamo opažati razpoke znotraj samega Kremlja?
Na našem nocojšnjem panelu se nam pridružuje Katarina Lisunova, da bi razpravljali o političnih posledicah vojne v Ukrajini. Je ukrajinska novinarka in medijska svetovalka pri Razum for Ukraine. Z nami sta tudi nekdanji javni predstavnik predsednika Vladimirja Putina Sergej Markov in naša višja dopisnica Owen Alterman. Preden začnemo z našo razpravo, si poglejmo nekaj ozadja. Vojna Rusije v Ukrajini postaja vse manj vprašanje napredovanja na bojišču in vse bolj vprašanje politične vzdržljivosti Vladimirja Putina doma. Putin je jasno povedal, da si še vedno želi popolnega nadzora nad Donbasom kot ključnega vojnega cilja, vendar ta cilj ima visoko ceno. Ruske žrtve se še naprej kopičijo. Ukrajina napada vse globlje na ruskem ozemlju, vojna pa ni več nekaj, kar bi lahko Moskva popolnoma oddaljila od svoje javnosti. Leta je Putin prenašal udarce, ki bi lahko ogrozili drugega voditelja, sankcije, vojaški neuspehi, mednarodna izolacija, celo oborožen upor. Kljub vsemu temu je človek na čelu Kremlja preživel, toda pritisk narašča. Če Rusija ne more zagotoviti svojih razglašenih vojnih ciljev in ji celo slabi nadzor na območjih, kot je Krim, ki je že več kot 10 let pod trdnim ruskim nadzorom, ali bo moral Putin sčasoma zmanjšati svoje ambicije? Če ukrajinski napadi še naprej dosegajo ruska naseljena območja, ali to okrepi podporo vojni, ali začne Ruse obračati proti njej. In če se število žrtev še naprej povečuje, kdaj postanejo stroški previsoki, da bi jih lahko obvladal celo Kremelj? Vojna morda še ni v zaključni fazi, vendar je politično vprašanje vse glasnejše. So Putinovi dnevi na položaju šteti? V redu, vsi skupaj. Začeli bomo z našim 30-sekundnim hitrim krogom. Vsak izmed naših panelistov bo imel 30 sekund, da odgovori na prvo vprašanje naše razprave. In to vprašanje je, so Putinovi dnevi na položaju šteti? Katarina, izvoli. Hvala, Nataša. Da, njegovi dnevi so šteti iz nekaj zelo preprostih razlogov. Najprej je star diktator. In vsak dan, dobesedno vsak dan, ne prinaša le konca njegovih dni na oblasti, ampak tudi konca njegovega življenja. Njegovi dnevi so zagotovo šteti, poleg tega pa je zelo zablodov glede tega, kam ga njegova vojna vodi in kam vodi njegovo državo. Prav, Sergej, kakšno je tvoje mnenje? Vladimir Putin bo ostal na položaju, ker je bil demokratično izvoljen. In vsi vedo, da je podpora Putinu zelo visoka. Zdaj je nekoliko padla, mislim 75 na 68, nekaj takega. Ampak še vedno se zdi, da je med vsemi prebivalci najbolj priljubljen evropski voditelj. In ljudje zelo podpirajo njegovo idejo, da bi bilo treba ukrajinski, nezakoniti, neonacistični, teroristični režim razpustiti in ga ohladiti. V redu, Owen, začni. Imaš 30 sekund. Nataša, morda smo bližje koncu Putinove ere kot njenemu začetku, vendar to ne pomeni, da smo blizu konca. Poglej, očitno ima Putin težave doma in na fronti, vendar je Rusija navsezadnje še vedno velika sila. Ukrajina je upravičeno ponosna na to, kar je dosegla v bojevanju z droni in kako samozadostna je postala. In Ukrajina ima adute. Ampak, Nataša, na koncu dneva Ukrajina nima Trumpovega aduta. Besedna igra je namerna. V redu, zdaj bi rada odprla to razpravo za daljše odgovore, nimamo več 30-sekundnega časovnika. Rada bi govorila o vprašanju politične šibkosti. Ali bodo znaki politične šibkosti, ankete, ki zdaj prihajajo iz Rusije in kažejo, da morda Putin izgublja podporo, ki jo je imel prej, odvrnili ameriškega predsednika Trumpa od Putina in ga približali Ukrajini? Katarina? Najprej bi rada začela s tem, da se je Ukrajina danes zbudila po enem največjih napadov doslej, še posebej Kijev. In eden najboljših primerov, kako zelo v blodnjah sta Rusija in Putin, je dejstvo, da napadajo z balističnimi raketami. Spet so napadli civilne, nevojaške cilje in za te napade porabljajo ogromno denarja. Medtem ko je njihovo lastno ozemlje napadeno, ukrajinske sile izvajajo povračilne ukrepe in vedno več naftnih rafinerij je tarča napadov isto noč. Kar zelo jasno kaže, da ruska vlada ne skrbi za svoje ljudi, ampak jim je mar za uničenje Ukrajine tako kulturno kot ozemeljsko. O vrnitvi, o položaju ameriškega predsednika. Na koncu bo predsednik Trump razumel, da ima Ukrajina prednost in to bo razumel.
Najprej zaradi ameriškega ljudstva, zaradi prihodnosti Amerike, ker je tukaj prihodnost. In to je nekaj, kar se bo sčasoma zgodilo, ker Donald Trump ljubi svojo državo, ljubi svoje ljudi in to bomo videli v bližnji prihodnosti. Sergej, kakšen je vaš odgovor na to? Najprej mislim, da resnično razumna oseba ne more verjeti temu, kar je povedal naš kolega iz Kijeva, ker je vsak naslednji stavek v nasprotju s prejšnjim. Seveda, to je zgolj propaganda v zelo radikalni obliki. In prosim, ne ustvarjajte vtisa, da verjamemo temu, kar ona govori. Seveda ne. O politični šibkosti in tako naprej in tako naprej. In kot razumemo, se je Trump odločil priznati Krim in Donbas kot del Rusije. In da bi se ukrajinske čete morale umakniti iz Donbasa, ruska vojska pa bi morala v zameno umakniti čete iz Harkovske regije, iz regije Hum in iz Dnipropetrovske regije, ki jih je ruska vojska zavzela. In to naj bi bila teritorijalna izmenjava in jurisdikcijsko priznanje Krima in Donbasa strani Združenih držav. Toda Donald Trump ni sposoben izpolniti tega dogovora. Zato se je distanciral od Putina do Zelenskega, ker je za Trumpa Putin velik, močan politični voditelj, ki ga zelo spoštuje. In Zelenski je zanj sovražnik, je prijatelj vseh sovražnikov Donalda Trumpa. Seveda to zelo dobro ve. In tudi Zelenski je dal ponarejene informacije sovražnikom Donalda Trumpa, da bi Trumpa spravili v zapor. In morda se spomnite, da je preživel nekaj ur v zaporu. Torej, ni možnosti. Ampak Trump zdaj ni sposoben izpolniti teh dogovorov, ki so bili doseženi na Aljaski. Zato je situacija takšna in vojna se bo samo nadaljevala. Sergej, morda imaš prav, da Ukrajina ne bo mogla doseči tistega maksimalnega rezultata, o katerem nekateri sanjajo. V zadnjem času, glede na uspeh z droni in pomoč bližnjevzhodnim državam ter večjo samozadostnost z orožjem, Ukrajina na nek način sledi izraelskemu zgledu in se uči, kako pomembno je razvijati svojo obrambno industrijo in biti samozadosten. Neverjetno impresivno je, kaj je Ukrajina dosegla. Po drugi strani pa tudi Rusija ne more pričakovati maksimalnih rezultatov. Poglejte si samo dnevni povzetek Inštituta za preučevanje vojne za včeraj. Skoraj bere se kot tragičen vojni film. Po eni strani ukrajinske sile prodirajo globlje za ruske frontne linije. Po poročilu lahko slišite ruske vojaške blogerje, ki govorijo o tem, kako ruski uradniki pretiravajo s svojimi dosežki na bojišču. Prav tako tam govorijo o tem, kako so Ukrajinci sposobni udariti globoko na rusko ozemlje, v kemične tovarne, naftno infrastrukturo. To je izjemno impresivno. Po drugi strani pa poročilo dejansko izpušča tisto, kar smo slišali prej. Ruski napadi na Kijev, vključno, po besedah Ilije Ponomarenka iz Kiev Independent, na Černobylski muzej v Kijevu. Srce se ti zlomi, ko vidiš, da so bili ti objekti uničeni, skupaj z možnostjo, da so bili ubiti tudi civilisti. In tudi Volodymyr Zelenski opozarja na ruski napad z raketami srednjega dosega na Kijev. Bistvo je, da je vsaka stran pokazala, da lahko drži svoje položaje, da lahko strelja, da se še vedno lahko bori. Za Ukrajino je to izjemno impresiven rezultat v 4 letih, vendar ne največji možni. In če Ukrajinci imajo veter v jadrih, se morda do določene mere slepijo. Ker je Rusija na koncu koncev velika sila, asimetrično vojskovanje pa deluje le, če se večja, močnejša stran v boju čuti omejeno s pravili in normami. Ni jasno, da se Vladimir Putin tega drži. In če je pripravljen stopnjevati do konca, potem lahko zmaga v vojni tudi ob upoštevanju pomembnih dosežkov Ukrajine. Katrin, vidim, da si se zelo zgovorno odzivala na to, kar sta povedala oba naša gosta. Kaj želiš povedati kot odgovor na to, kar je povedal Owen? Najprej naj povem, da delujem iz Washingtona DC, ne iz Kijeva. To je samo za pojasnilo vašim gledalcem. Še ena misel je, da veliko ljudi meni, da ima Rusija moč zgolj zaradi svoje velikosti.
Ampak Rusija nima nobenih tehničnih razvojnih zmogljivosti. Edini vir, ki ga je Rusija vedno imela, so njeni naravni viri, ki jih dobesedno izkopavajo iz zemlje in prodajajo vsem. Nikoli pa niso imeli prednosti na področju tehnologije in drugih razvojnih dosežkov. In to zdaj jasno vidimo. Tudi velikost, če govorimo o vojskovanju, trenutno zelo negativno vpliva na Rusijo, ker dobesedno nimajo dovolj zračne obrambe, da bi pokrili vse potrebne vojaške in gospodarske objekte. In vidimo, kako to trenutno zelo aktivno deluje. Zdaj bi rada malo govorila o naraščajočih ruskih žrtvah, ki jih opažamo v zadnjih tednih. Slišali smo, da je Owen omenil te globlje ukrajinske napade, ki so na več načinov prizadeli dele Rusije, za katere ni bilo pričakovano. Oziroma bi lahko rekli, da mnogi niso pričakovali, da ima Ukrajina sposobnost za take napade. Moje vprašanje za Sergeja, ki ti ga želim zastaviti, je: ali opažamo razhajanje v razmišljanju v Moskvi zaradi naraščajočega števila smrti na ruski strani kot posledica te vojne? Velik jaz. Smrti, ker so vse te oblasti samo propaganda. In poglejte številke, zelo preprosto. V preteklih 2 letih je prišlo do izmenjave trupel ubitih vojakov. Razmerje je 1:40. 1:40. En ruski vojak je bil zamenjan za 40 ukrajinskih vojakov. To je bilo v 2 letih. Zdaj se je to malo spremenilo in zdaj je razmerje 1:15. To pomeni, da še vedno tudi ob nekoliko manjši ruski ofenzivi, kljub temu je bilo aprila razmerje izmenjave ranjenih en ubit ruski vojak na 15 ukrajinskih vojakov. Seveda moramo upoštevati ne samo število ubitih vojakov, ampak tudi dejstvo, da ruska vojska napreduje. Zato je bojišče pod ruskim nadzorom. A to tudi kaže, da je nemogoče celo razumno in racionalno misliti, da je Rusija, kako naj rečem, izgubila več vojakov kot Ukrajina v Siriji. In drugič, upoštevati morate, da Rusija ne zahteva zavzetja Donbasa. Ne. Rusija zahteva, da bi bila Ukrajina demokratična, normalna, nevtralna država, ne pa neonacistični, teroristični režim, kot je zdaj. Zato so svobodne in poštene volitve ruska zahteva. Ustavitev političnega zatiranja pravoslavnih judov, ruska zahteva. Sergej. Ustavitev političnega zatiranja ruskega jezika, ki je materni jezik za 70% Rusov, prav. Sergej, želim te nekaj vprašati. Daj. Želim te nekaj vprašati o izpadih interneta, ki jih opažamo po vsej Rusiji. Če so te, žrtve, število žrtev, o katerih poročajo, v resnici lažne, zakaj vidimo toliko izpadov interneta po vsej Rusiji, zaradi česar je povprečnemu Rusu težko dostopati do svetovnih medijev, ko gre za trenutno vojno? Število ruskih žrtev se ni zmanjšalo, vendar je precej manjše kot število ukrajinskih žrtev. In zapomniti moram, da ima Rusija, ampak sploh ne gre za številke. Samo zakaj sploh prihaja do teh internetnih izpadov? Ja, razložil sem. Hej, to je noro. Rusija še vedno nima množične mobilizacije kot v Ukrajini, ampak so vsa ta leta v vojno hodili le prostovoljci, razen enega meseca od začetka vojne. In če pogledate na internet, Rusija zdaj poskuša ustvariti suvereno glavno aplikacijo za sporočanje, ker ljudje na oblasti verjamejo, da je to politično preveč nevarno. Če so glavne aplikacije za sporočanje pod nadzorom zahodnih držav, ki dejansko sodelujejo v hibridni vojni in vojni prek posrednikov proti Rusiji, zato se to dogaja. Ampak večina Rusov seveda raje uporablja druge aplikacije za sporočanje. In obstaja nekaj, veliko jih je, ker je zaprto in ker gre za mobilni internet, ga ukrajinski droni uporabljajo za ciljanje. Zato je nekoliko omejeno, ljudje so zaradi tega zelo nezadovoljni. Bojim se govoriti, veliko smo bili na tem, kljub temu sprejemajo, da je to realnost. In mimogrede, to bo realnost tudi v evropskih državah v naslednjih nekaj letih. Katarina, si želela odgovoriti na to, kar smo pravkar slišali, da je rekel Sergej?
Mislim, resnično, verjetno je samo ena stvar, ki jo lahko rečem, in to je sama dejstva, da Rusi ne pobirajo trupel svojih padlih vojakov in koliko jih je bilo ubitih. To je samo še en znak, da jim ni mar za lastne ljudi. In verjetno sploh ne vedo, obstaja velika možnost, da sploh ne vedo pravega števila žrtev zaradi te zablodene vojne, ki jo vodijo. In še eno dejstvo je, da že samo dejstvo, da nočejo prevzeti toliko mrtvih, kot jih je ubitih, ali pa jih morda sploh ne morejo najti. To je pravzaprav zelo žalostna slika razmer, ki jih trenutno vidimo v Rusiji. In rada bi vam dala priložnost, da odgovorite, Sergej, kar izvoli. Laže. Pravkar je lagala. Mislim, da vsi razumejo, da preprosto laže. In želite na to odgovoriti? Ja, seveda, nekaj točk. Najprej, Sergeju moram reči, kot Izraelec in kot Jud, je izjemno žaljivo slišati, da ukrajinsko vlado opisujejo kot nacistično. Vem, da tega ne počnete iz sovraštva do Judov ali iz antisemitskih motivov. Vem to. Ampak mislim in sumim, da nisem edini, ki meni, da je izjemno sporno, da se na nek način zmanjšuje nacistično dediščino in grozote nacizma s tem, ko se ta oznaka pripisuje vladi v Ukrajini, za katero je povsem jasno, da si je ne zasluži. Prav tako, kar se tiče motenj interneta, razumem vaše stališče o tem, da bi lahko Ukrajinci potencialno uporabili internet proti Rusiji v vojaške namene. Videli smo v Izraelu, na primer, motnje sistema GPS v določenih delih države v določenih obdobjih v zadnjih 2 letih in pol. In čeprav je bilo to za nas frustrirajoče, smo to razumeli. Vendar se zdi, da je obseg internetnih omejitev v Rusiji zagotovo poskus nadzora informacij. Kljub vsemu temu, Nataša, kot smo se naučili iz grenkih izkušenj v zadnjih 4 letih, pri tej vojni ne gre le za pravičnost, gre tudi za mir. In uravnoteženje teh 2 ciljev je pomembno kot še nikoli. In skrbi me, da bi lahko prišlo do prevelike samozavesti na ukrajinski strani, občutek, da so zaradi uspehov, četudi postopnih na bojišču, uspehov na geopolitičnem področju, na področju dronskega vojskovanja in operativno zaradi teh udarcev globoko na ruskem ozemlju. Čeprav so ti uspehi impresivni, obstaja nevarnost, da bo Ukrajina pozabila, da v asimetrični vojni močnejša stran ni nujno omejena s pravili in normami. In ja, ko ima močnejša stran na vsezadje jedrsko orožje, je treba napuh omejiti, politika pa mora biti racionalna, pametna in pragmatična. In upam, da imajo ljudje v Kijevu to v mislih, ko se soočajo s to, seveda, izjemno težko situacijo. Sergej, zanima me tvoje mnenje o tem, kakšen je končni cilj za Putina in Kremelj v tem trenutku. Ali po tvojem mnenju vidimo, da vojna na kakršenkoli način vstopa v svojo končno fazo? Ali pa misliš, da nas še vedno čaka veliko bojev? Rusija se ne bori za ozemlja. Rusija je največja država na svetu. Rusija se bori za svobodo ljudi v Ukrajini. Najprej za svobodo in varnost tistih ljudi, ki so glasovali na referendumu in se pridružili Rusiji v teh novih 5 regijah, pa tudi za ljudi, ki živijo v Ukrajini. Osvobojeni bi morali biti novega nacističnega režima. Vztrajam pri tem, da gre za nov nacistični režim. Če želite, vam lahko navedem zelo preprosto dejstvo, ki ga lahko dokaže Kongres Združenih držav Amerike, da gre za nov nacistični režim. Zelo preprosto je. In Rusija ne želi nobene grožnje strani ukrajinskega režima, ne Rusiji, ne ruskemu prebivalstvu v Ukrajini, kjer večino predstavljajo Rusi, ki tam živijo. V Ukrajini, ker je bil Kijev, kot morda veste, 3 stoletja v zgodovini ruska prestolnica. Ukrajina je bila del Rusije 1000 let. In Ukrajina pomeni, kot veste, kotiček Rusije. To je prevod te besede Ukrajina, kotiček Rusije. Zato je za Vladimirja Putina cilj zelo jasen. Ni grožnje strani ukrajinskega režima, ne Rusiji, ne državljanom Ukrajine, kar pomeni demilitarizacijo, denacifikacijo, demokratizacijo in ustavitev politične represije. Zelo preprosto. Katarina, rada bi slišala tvoje mnenje o tem. Se po tvojem mnenju vojna približuje koncu ali nas čaka še veliko let bojevanja?
Prav tako lahko odgovoriš Sergeju. Videla sem, da si zmajevala z glavo. Najprej, če govorimo o vojni, mislim, da bo trajala še dolgo, ker bo trajala toliko časa, dokler bo ruska retorika ostala enaka, kot smo jo pravkar slišali. Dokler ne bodo spremenili retorike, bo situacija verjetno ostala podobna, čeprav ima Ukrajina že zdaj določene uspehe, ozemeljske pridobitve. In tudi v trenutku, ko bo Ukrajina pregnala Ruse s svojega ozemlja, bo Rusija še vedno napadala. In verjetno bomo videli zelo podobno situacijo kot v Izraelu. In nekaj časa bomo sobivali, dokler Rusija ne bo sprejela dejstva, da ne more imeti nobenih ozemeljskih želja do Ukrajine. Ne glede na to, ali temeljijo na kakršnikoli propagandi ali zgodovinskih idejah ali čemarkoli, preprosto nimajo pravice do tega. In dokler tega ne bodo razumeli, se bo ta konflikt še nadaljeval. Ampak vsak dan bo za Rusijo to veliko težje in veliko bolj zahtevno. Kar vam lahko zagotovo povem, je, da vem, da se bodo napadi z droni na Rusijo, povračilni napadi, do konca leta pomnožili, postali bodo veliko večji in ruske žrtve se bodo prav tako močno povečale. Ampak to bomo videli do konca tega leta. Bo Rusija pod vodstvom Putina to razumela in rešila svoje ljudi ali ne? To vprašanje zanje ostaja odprto. V redu, žal bomo morali to razpravo zaključiti. Rada bi se zahvalila vsem našim gostom. Gremo na kratek oglasni odmor. Ostanite z nami na Global Eye. Kmalu se vrnemo. In spet smo nazaj na Global Eye, sem Nataša Kircik in hvala, ker ostajate z nami. Poln potniški vlak, ki je vozil skozi jugozahodni Pakistan, je bil tarča uničujočega samomorilskega napada, v katerem je bilo ubitih najmanj 23 ljudi, več kot 70 pa jih je bilo ranjenih. Uradniki pravijo, da je bilo vozilo napolnjeno z eksplozivom, razstreljeno v bližini železniških tirov v Kveti, ravno v trenutku, ko je vlak peljal mimo, pri čemer sta se 2 vagona prevrnila in zagorela. Veliko je žrtev in veliko hiš je bilo uničenih, vsem iz teh krajev. Zgodaj zjutraj je odjeknila zelo močna eksplozija. Ko sem prišel ven in pogledal, je bila okoli vlaka popolna zmeda. Separatistična militantna skupina BLA je prevzela odgovornost in dejala, da je napadla varnostno osebje, čeprav so bili med mrtvimi tudi civilisti. To je skupina, ki zahteva neodvisnost od osrednje vlade Pakistana. Zdaj se selimo v Afriko, kjer se v vzhodni Afriki zaostruje politični spor glede rabljenih oblačil. In bistvo problema je tukaj res preprosto. Vlade pravijo, da poplava poceni uvoza z zahoda skoraj onemogoča razvoj domače tekstilne industrije. Uredniki trdijo, da čeprav to ustvarja delovna mesta, večinoma države ohranja ujete v preprodaji z nizko dodano vrednostjo namesto v proizvodnji. In zato je Uganda pravkar postala zadnja država, ki je uvedla 30% dajatev na rabljena oblačila. Podporniki pravijo, da bo to zaščitilo lokalno industrijo in okolje, vendar kritiki opozarjajo, da obstaja nevarnost, da bodo potrošniki zaradi višjih cen izključeni, ne da bi se pri tem odpravila globlja proizvodna vrzel. Zdaj se Kanada sooča z največjim preizkusom narodne enotnosti v zadnjih desetletjih. Ker bo oktobra naftno bogata provinca Alberta glasovala o tem, ali naj ostane del Kanade ali postane neodvisna država. In začne pravni postopek za morebitni referendum o neodvisnosti. Ta pobuda prihaja potem, ko so 100.000 prebivalcev Alberte podpisali peticije, ki jih je spodbudilo nezadovoljstvo zaradi energetske politike, davkov in tega, kar mnogi imenujejo pretirano vmešavanje zvezne vlade iz Otave. Zelo sem zvesta tako Alberti kot Kanadi, vendar resnično verjamem, da je naša država veliko močnejša in uspešnejša, ko spoštujemo pravice provinc in jim omogočimo, da se same upravljajo z minimalnim vmešavanjem zvezne vlade.
Alberčani ne orva, Quebecčani ne orva in vse druge province morajo imeti moč, da same določajo svojo smer in usodo. Voditelji separatistov trdijo, da Alberta prispeva Kanadi več, kot dobi nazaj, nekateri pa so celo predlagali tesnejše povezave z Združenimi državami Amerike. Zdaj pa veliko vprašanje. Kaj pravzaprav leti skozi omejeni vojaški zračni prostor? No, to vprašanje je spet v središču pozornosti, saj je Pentagon objavil še en velik nabor nekoč zaupnih datotek o NLP-jih, vključno z infrardečimi posnetki, ki prikazujejo nenavadne leteče predmete v bližini ameriških vojaških letal na gosto poseljenih območjih. Uradniki vztrajajo, da še vedno ni dokazov o zunajzemeljskem življenju, vendar tudi priznavajo, da veliko teh dogodkov ostaja nepojasnjenih. Eden izmed na novo objavljenih zapisov celo opisuje svetleče krogle, ki naj bi med vojaško misijo zasledovale lovska letala. Ti dokumenti so del prizadevanj za večjo preglednost, ki jih je odredil predsednik Donald Trump, ki pravi, da bi morali Američani sami odločiti, citiram, kaj za vraga se dogaja. Zdaj pa osvetlimo nekaj najpomembnejših zgodb z vsega sveta, ki ste jih morda ta teden spregledali. Kitajski voditelj Xi Jinping je zadnji teden počel nekaj, kar lahko trenutno uspe le redkim svetovnim voditeljem. V nekaj dneh se je sestal tako z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kot z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. In zdaj poročila pravijo, da bi kitajski predsednik lahko nato odpotoval v Severno Korejo na vrh s Kim Jong-unom, kar bi še dodatno utrdilo vlogo Pekinga v središču svetovne diplomacije. Časovno je to zelo zanimivo, saj se Kitajska vse bolj poskuša predstaviti kot edina velika sila, ki lahko še vedno govori z vsemi. Washington, Moskva, Teheran, Pjongjang. Svet postaja vse bolj razdrobljen in nestanoviten. Toda za simboliko se skrivajo zelo resnična strateška vprašanja. In to je, koliko vpliva ima Kitajska dejansko na Severno Korejo. Zdaj se nam pridružuje Pjotr Kursin. Je nekdanji uradnik ZNVN in geopolitični strokovnjak. Zdaj je Xi Jinping gostil tako Trumpa kot Putina. Kmalu se bo morda srečal tudi s Kim Jong-unom. Kakšno sporočilo mislite, da želi Kitajska poslati s tem, ko se postavlja v središče vseh teh globalnih odnosov moči? Lepo je biti z vami. Mislim, da je vedno zanimivo poskušati razumeti, kaj se dogaja v glavi nekoga, kot so Xi Jinping, Putin, Trump. To so tisti, ki bi jih lahko imenovali močni možje. Veste, ljudje imajo sposobnost voditi bolj centralizirano obliko vlade, ali v primeru Trumpa tisti, ki si tega želi. Mislim, da pri Xi Jinpingu vse v veliki meri izhaja iz njegove ideje o narodnem preporodu. Iz te ideje, da mora Kitajska po stoletju ponižanja ponovno vzpostaviti svojo slavo. In Xi Jinping je nekdo, ki je odraščal v času pod Mao Tse-tungom in velikim skokom naprej. In videl je Kitajsko v zelo težki fazi. In mislim, da je to močno vplivalo na njegovo odraščanje. Njegov oče je delal v vladi. In on je nekdo, ki je zelo pedantno delal na uveljavljanju kitajskih interesov na način, kot ga Hu Jintao in njegovi predhodniki niso. In v tem primeru gostovanje Putina in Trumpa dokazuje, da se Kitajska lahko druži z vsemi. Mislim, da bi morali vedno dodati majhno opozorilo, da do teh srečanj pride, ker je na obeh straneh prišlo do različnih zamud. Ampak Kitajska tega ni rabila narediti istočasno. Dejstvo, da sta se Putin in Xi srečala in je bilo srečanje dogovorjeno za 20. maj, ki v kitajščini zveni kot ljubim te, je zelo namerna odločitev. In mislim, da je to jasen pokazatelj, da je Xi preživel čas s Trumpom, a je želel videti Putina, če ima to smisel. In zagotovo lahko potrdim, da sta ta dva razpravljala o Xijevih izkušnjah s Trumpom in o tem, kako ga obravnavati, manipulirati z njim in podobno. Tako da so bila zadnja 2 tedna zagotovo pomembna za Peking. Zdaj bi rada več govorila o Severni Koreji. Severna Koreja je pred kratkim spremenila svojo ustavo. Odstranili so vse omembe združitve z Južno Korejo. Kaj vam to sporoča in kako bi to lahko vplivalo na način, kako bi lahko Peking in Kim Jong-un na koncu izvedla takšno srečanje? Zanimivo je, oziroma Kim Jong-un je rad v središču pozornosti, kaj ne? V preteklosti smo lahko videli njegova prizadevanja, da bi bil pomemben v svetovnem sistemu,
v svetovni skupnosti. In zagotovo je nenavadno, da ni nobene omembe ali upoštevanja Severne Koreje, glede na to, kako razdrobljen in kaotičen je svet z vsem, kar se dogaja v Iranu, Ukrajini in tako naprej. Zagotovo bi bilo na tem srečanju zanimivo videti, kako se bo Kim Jong-un obnašal, glede na to, da je bila pozornost tako usmerjena drugam. Severna Koreja ni bila v središču pozornosti. Mislim, da je ena stvar zagotovo ta, da vidimo, kako se bo obnašal. Ampak obstaja nekaj nijanse, preden pridem posebej do Kitajske, in sicer to, da se je odnos med Rusijo in Severno Korejo v zadnjih nekaj letih izjemno hitro in intenzivno poglobil. Severnokorejci so zelo vpleteni v rusko vojno. Rusi so dolgo časa poskušali zanikati, da je temu tako. In potem je postalo očitno, da 10 tisoč Severnokorejcev pomaga. Ne samo na nek simboličen ali logističen način, ampak dobesedno na prvi bojni črti. V Kursku, ko so Ukrajinci zavzeli velik del ozemlja v tej pokrajini v Rusiji. Torej, bistvo tega je, da Kitajska nikoli ni bila zares naklonjena temu odnosu. Kitajska je sila, ki si želi ohraniti status quo. Nekateri trdijo, da ima koristi od mednarodnega sistema takšnega, kot je, čeprav ga skuša nekoliko spremeniti, da bi spodkopala hegemonijo ZDA. Vendar ni tako nepremišljena ali moteča kot Severna Koreja ali Rusija, zato Kitajska tega odnosa ni zares sprejela. In ko gre za ta drugi člen, ki določa, kako Severna Koreja opredeljuje ozemlje, gre v bistvu za velik in po mojem mnenju premalo izpostavljen premik v načinu, kako Severna Koreja gleda na ponovno združitev z Severno Korejo. In to je problem za Kitajsko, ker Kitajska noče biti v središču pozornosti, ne želi si motenj na lastni meji. Ima svoje notranje težave, vendar pa so tu seveda še ostanki Irana, Rusije in svetovne gospodarske posledice teh dogodkov, ki jih Kitajska skuša stabilizirati zaradi svojih lastnih interesov. Seveda pa, če Severna Koreja postane problem, je to še ena glavobol za Xi Jinpinga. Prav, rada bi se ti zahvalila, Piotr, ker si se nam pridružil in delil svoje poglede. Zelo zanimivo. Počakati bomo morali in videti, ali bo do tega srečanja dejansko prišlo. Zdaj pa se bomo, prijatelji, posvetili povsem drugi temi. Če ste odlašali z rezervacijo poletnih počitnic, ker vas skrbi, da bi lahko konflikt na Bližnjem vzhodu znova povzročil motnje pri letih ali povzročil strmo rast cen vozovnic, brez skrbi, zagotovo niste edini. Evropske letalske družbe se zdaj soočajo z velikim energetskim šokom, potem ko so spopadi okoli Perzijskega zaliva dejansko prekinili poti, povezane s Hormuško ožino, ki je seveda ključna žila za dobavo letalskega goriva. Cene goriva so se v nekem trenutku skoraj podvojile in obstajajo resni strahovi pred pomanjkanjem po vsej Evropi. A izvršna direktorica EasyJet pravi, da potniki ne bi smeli paničariti. Vztraja, da bodo leti to poletje potekali po načrtih. Kljub temu letalske družbe opozarjajo, da se potniki obnašajo drugače, dlje čakajo z rezervacijami, pozorno spremljajo cene in skušajo ugotoviti, ali je ta geopolitična kriza le začasna turbulenca ali pa nekaj, kar bi lahko zares preoblikovalo stroške potovanj v prihodnjih mesecih. Zdaj bi rada besedo predala ekonomistu Aleksu Konu, ki se nam je pridružil v studiu, da nam pomaga razložiti, kaj višje cene goriva in zaskrbljenost potrošnikov na koncu pomenijo. Torej, sporočila so zelo mešana. Lahko vam povem kot nekdo, ki rad potuje. Seveda, letim iz Izraela. Čakam do zadnjega trenutka, preden rezerviram, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ampak seveda je to drugačna izkušnja za ljudi, ki so v tujini. Letalske družbe pravijo, da trenutno ni takojšnjega pomanjkanja goriva, vendar so se cene letalskega goriva vseeno močno zvišale. Koliko pritiska bi rekli, da to povzroča letalski industriji, dobičkonosnosti, cenam vozovnic? Ali že opažamo, da se cene vozovnic zvišujejo? No, za letalske družbe je to neroden čas. Kot ste omenili, so bila nekatera glavna letališča zaprta, zlasti v zalivu, kot je Dubaj in podobno. Nekatere letalske družbe so šle v stečaj. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air. Torej govorimo o vsaj 3 letalskih družbah, ki so šle v stečaj. In kot ste rekli, cene rastejo in ljudje so resnično frustrirani. Torej te izjave ne gre jemati preveč resno, saj ni tako, da bi te izvršni direktorji vedeli, kaj se bo politično zgodilo med ZDA in Iranom. Ne vedo, kaj se bo zgodilo s Hormuško ožino ali kaj podobnega. Samo pomiriti želijo ljudi, reči prosim, kupite vozovnice vnaprej, da bomo lahko mirno spali, saj bomo vedeli, da bomo dejansko zapolnili svoje lete. Stvar, ki jo lahko upoštevajo, je dejstvo, da je svetovno gospodarstvo zelo agresivno. Tako da, ko se cene nafte zvišajo, nenadoma vidimo nove vire nafte, zlasti ZDA so postale pomemben izvoznik nafte in plina.
Enako velja za Južno Ameriko in tako naprej. Ker je nafta v zalivu zelo poceni, vendar je zdaj zaliv omejen zaradi Hormuške ožine, nenadoma postane dražja nafta konkurenčna. In to je odlična stvar, ker nenadoma ponudba do neke mere nevtralizira problem s Hormuško ožino. Torej, mislim, da so to dobre novice, vendar jih je treba jemati z rezervo. Veste, seveda slišimo poročila, da ljudje rezervirajo lete kasneje. Kot sem že rekla, tudi sama sem to storila zaradi vse te negotovosti okoli konflikta. Kaj nam to pove o zaupanju potrošnikov trenutno in ali že vidimo, da letalske družbe, celotna industrija že občutijo posledice? So že utrpele izgube. Številne letalske družbe so izgubile denar, EasyJet je izgubil denar, Air France, Qatar Airlines sta izgubila veliko denarja zaradi odpovedanih letov. Torej je kar nekaj letalskih družb pod pritiskom. Nekatere letalske družbe so se zavarovale pred nihanjem cen nafte, kar je za njih zelo pomembno. Torej so nekatere letalske družbe gledale naprej in so to uredile. Drug problem je nizek dolar. Saj je veliko letalskih družb plačanih v dolarjih, kar lahko škoduje njihovim bilancam, odvisno od tega, kako plačujejo za nafto ali druge storitve, ki jih prejmejo. Tako da delujejo v zelo turbulentnem okolju. Včasih temu pravijo popolna nevihta, ko imate pomanjkanje nafte, drago nafto in dolar, ki strmo pada. Vsa ta negotovost povzroča veliko kriz, ki jih je treba takoj reševati. Prav. Ampak mislim, da bodo dobro opravili svoje delo. Nekateri med njimi imajo celo posebne programske aplikacije za reševanje kriz, ki so bile prvotno razvite za vremenske krize, vendar so povsem uporabne tudi v primeru nafte, vojne in vseh drugih elementov. V redu. Zdaj bi rada pogledala širšo sliko svetovnega gospodarskega položaja, ne le letov. Katere so nekatere druge panoge, ki jih je trenutni konflikt najbolj prizadel? Oziroma, na katera področja bi morali biti potrošniki še posebej pozorni? No, mislim, panoge, ki potrebujejo veliko energije. Ena nova panoga, takšna panoga je industrija umetne inteligence, ker uporabljajo ogromne računalniške farme, ki opravljajo vso obdelavo za velike jezikovne modele. Torej, govorimo o tem. Ogromne računalniške farme, ki porabijo veliko energije. Energija je zelo draga in jo je v zadnjem času težje dobiti. Če govorimo o logistiki, je bilo veliko tega, kar imamo trenutno oblečeno, proizvedeno na Daljnem vzhodu. In posledično je dobavna veriga za te izdelke, naj bodo to oblačila, elektronika, avtomobili ali karkoli drugega, omejena, kot smo to izkusili med pandemijo COVID. In posledica je, da so vse te dobavne verige motene, kar pomeni, da obstajajo ogromne zaloge, ki jih bo treba poslati kasneje, zato prihaja do pomanjkanja in podobno. Tako je to priložnost za tiste, ki imajo zaloge in lahko to izkoristijo. To je grožnja za tiste, ki so ostali brez izdelkov. Tako so to glavne industrije, ki jih bo to prizadelo. V redu. No, rada bi se ti zahvalila, Alex, da si se nam pridružil. Z veseljem. Mislim, da vsi držimo pesti, da bo kmalu jasno, ali si bomo lahko privoščili naslednje počitnice. Zaslužimo si jih. Zaslužimo si jih. Zaslužimo si jih. V redu. Zdaj se posvečamo naši naslednji zgodbi. V otroških bolnišnicah po Združenih državah Amerike postajajo posebej usposobljeni službeni psi, stalni člani zdravstvenih ekip. Pomagajo mladim pacientom premagovati bolečino, stres in strah. In to si boste želeli videti. Poglejte si to. Službeni psi postajajo vse pogostejši v otroških bolnišnicah. Ne za nekajminutne obiske, ampak skupaj s kliničnimi ekipami delajo polni delovni čas. V bolnišnici Mount Sinai Kravis Children's Hospital v New Yorku so psi, kot sta Ice in Summer, del programa, ki je namenjen temu, da je bolnišnica za mlade paciente nekoliko manj strašljiva. To niso običajni terapevtski psi iz prostovoljskega programa. To so posebej izurjeni službeni psi, ki s svojimi vodniki delajo do 40 ur na teden in imajo dovoljen vstop v občutljiva bolnišnična območja, kamor psi iz prostovoljskega programa običajno ne smejo. To je zelo drugače kot tradicionalni prostovoljski program terapije s hišnimi ljubljenčki. V prostovoljnem programu psi prihajajo največ za 1 do 3 ure na teden in obiskujejo bolnike. Naši bolnišnični psi so usposobljeni kot psi pomočniki za delo prav v bolnišničnem okolju. Cilj je preprost. Prinašajo tolažbo, zmanjšujejo stres in pomagajo otrokom skozi najtežje trenutke zdravljenja. Za nekatere paciente to pomeni, da imajo psa v bližini med bolečim ali strašljivim posegom.
Za druge pa to pomeni najti motivacijo, da vstanejo iz postelje, se sprehodijo ali pa se preprosto spet počutijo kot otrok na mestu, ki je vse prej kot običajno. Strokovnjaki pravijo, da se ti programi širijo po Združenih državah Amerike, saj bolnišnice, kot so Johns Hopkins, Norton Children's, St. Louis Children's in Mount Sinai, uporabljajo službene pse s polnim delovnim časom za podporo pediatrični oskrbi. Raziskovalci pravijo, da lahko že kratka srečanja s temi psi izboljšajo počutje, zmanjšajo stres in pomagajo otrokom pri soočanju z bolečino. V Human Animal Bond Labu Univerze v Arizoni strokovnjaki pravijo, da lahko psi pomagajo normalizirati bolnišnično okolje, pripraviti otroke na posege in podpreti okrevanje. Tudi oni imajo plačan dopust, tako kot naši vodniki. Tako si vzamejo prosti čas skupaj z vodniki. Ko niso v službi, so doma s svojimi glavnimi vodniki in so preprosto običajni psi. Ko niso na delovnem mestu, jim snamejo jopič in so preprosto hišni ljubljenčki. Za družine, ki so dolgo v bolnišnici, lahko ta podpora pusti trajen pečat. Bolnišnično osebje pravi, da nekateri otroci vzpostavijo globoke odnose s psi. In za bolnike, ki prestajajo najtežja zdravljenja, lahko ti trenutki tolažbe naredijo veliko razliko. Kar neverjetno. Ni ga čez pse. V redu, prehajamo na naslednjo zgodbo. Desetletja je kubansko komunistično vodstvo preživelo ameriški pritisk v obliki sankcij in izolacije ter s podporo zaveznikov, kot sta Rusija in Kitajska. Toda zdaj Trumpova administracija dviguje stvari na novo raven. Ameriško sodišče je nekdanjega kubanskega voditelja Raula Castra obtožilo umora zaradi sestrelitve 2 civilnih letal leta 1996, ki jih je upravljala skupina kubanskih ameriških disidentov. Dogodek, v katerem so umrli 4 ljudje, še vedno močno čustveno odmeva v skupnosti kubanskih izseljencev na Floridi. Ta poteza že sproža ostre odzive po svetu, saj sta tako Moskva kot Peking obtožila Washington, da uporablja zastraševanje in celo spogleduje s taktikami spremembe režima. To se dogaja v času, ko so ZDA uvedle nove sankcije proti državi, ki so v bistvu povzročile blokado pošiljk nafte na Kubo, kar tam še dodatno zaostruje krizo z gorivom in vodi do daljših izpadov elektrike ter pomanjkanja hrane. Z nami je zdaj John Kavalek. On je predsednik Newyorškega sveta za trgovino in gospodarstvo med ZDA in Kubo. Najprej, kako pomembna bi po vašem mnenju bila ta obtožnica proti Raulu Castru? Ali menite, da je to predvsem simbolično, ali bi lahko dejansko odprlo pot bolj agresivnim ukrepom ZDA proti Kubi? In kako bi to po vašem sploh izgledalo? To je v bistvu kombinacija obojega, kar ste rekli. Je performativno, je simbolično. Raul Castro nikoli ne bo videl notranjosti ameriške zaporniške celice. Nikoli ga ne bodo v lisicah vodili pred kamerami. Svoje zadnje dni bo preživel tam. Junija bo dopolnil 95 let. Zadnja leta, zadnje dni bo preživel na Kubi, umrl bo na Kubi, pokopan bo na Kubi. A simbolično lahko predsednik Trump reče, da se je to zgodilo leta 1996 pod vodstvom Billa Clintona, demokrata. Na to se ni nič zgodilo pod Georgeom Bushom, republikancem, na to pod Obamo, demokratom, potem pod Bidenom, demokratom in zdaj pod Trumpom. Zato je predsednik Trump zelo osredotočen skozi ves svoj prvi in drugi mandat, vedno ali počne tisto, česar njegovi predhodniki niso naredili, ali pa razveljavlja to, kar so naredili oni. Ali pa so bili v njegovem primeru šibki, neumni, nesposobni in on bo nekaj naredil. Torej je performativnost, simbolika, še posebej za ljudi v južni Floridi, zelo pomembna. Na vaš drugi del vprašanja, ali to lahko vodi do večjih sankcij ali ukrepov strani administracije, je odgovor da. Ali verjamem, da bodo Združene države Amerike vojaško poskušale ujeti Raula Castra, kot so januarja poskušale z Nicolasom Madurom? Ne. Ampak to je simbolika, gre za videz. To je smešno. Zakaj si tako prepričana o tem? Očitno ni bilo nobenega pričakovanja, da bi Madura zajele ameriške sile. Kaj pa Raul Castro, zakaj bi bil zdaj kaj drugačen? Eden od razlogov je, da je bil Nicolas Maduro takrat predsednik Venezuele in spet takratni predsednik Trump se osredotoča na videz. Nicolas Maduro je bil Venezuela. Venezuela je bil Nicolas Maduro. Bil je velik, bil je zelo nastopaški, nosil je zanimive kostume in bil je nekako kot lik iz stripov, a je vodil Venezuelo.
In tako je predsednik več mesecev gradil armado ob obali Venezuele, vstopil, ga ujel in zdaj je v pridržnem centru v New Yorku. Raúl Castro ni trenutni voditelj države. Upokojil se je leta 2016. Bil je, veste, nekdanji obrambni minister, vendar je upokojen. Zdaj, veste, prevladuje mnenje, da ni pomembno, ali je upokojen. Še vedno je glavni, še vedno nadzoruje državo, njegova družina nadzoruje državo. Toda resnica je, da bi šli in prijeli 95-letnega moškega, ki ni ne vodja države, ne vodja vlade, zaradi nečesa, kar se je zgodilo pred 30 leti. To zahteva veliko virov in vprašanje je, v Venezueli je predsednik Trump rekel, da bomo dobili nafto. Prav. Na Kubi je to v bistvu politični stečaj. Dobivate dolg. Mislim, da to vpliva na presojo. John, zadnje vprašanje, ki ti ga želim zastaviti je, ali misliš, da je Trump sploh zaskrbljen zaradi migrantske krize, če bi Kuba popolnoma propadla zaradi ameriške blokade in sankcij, ki smo jim priča? Sploh ne. In razlog je, da ta predsednik gleda na priseljevanje kot na orožje. In pripravljen je uporabiti vse in karkoli iz ameriškega vojaškega arzenala, torej ameriško mornarico, ameriško obalno stražo. Torej, če bi kubanska vlada namerno ali kot posledica trenutnih politik kubanske vlade in sankcij, dodatnih sankcij predsednika Trumpa, če bi se začel še en, kot je bil Mariel Boatlift leta 1992 ali kriza bazara v času Bushevih let, da bi ta predsednik poslal mornarico in obalno stražo v floridsko ožino in bi jih vse obrnili nazaj. Tako kubanska vlada tega nima kot orodje. In za predsednika Trumpa je to nekako kot kriptonit. Veste, rekel bi nekaj v stilu, kar daj, poskusi. Kar poskusite, ker bom imel vse posnetke v živo, ki bodo dokazali, da ljudi obračamo nazaj. Ni pomembno, od kod prihajajo. Če niso tukaj zakonito, ne bodo prišli noter, ne glede na to, kaj se zgodi. Torej, to ni orodje, ki bi ga kubanska vlada lahko uporabila kot orožje. Prav, rada bi se vam zahvalila, John, da ste se nam pridružili. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje. Nažalost, moramo nadaljevati z naslednjo zgodbo, ki je res nenavadna. Redek albino bivov, ki so ga poimenovali Donald Trump, je postal nepričakovana spletna atrakcija v Bangladešu pred praznikom Eid al-Adha. Poglejte si. Redek albino bivov, zelo znanim vzdevkom, je postal nepričakovana zvezda v Bangladešu. Pred praznikom Eid al-Adha so se množice zbrale blizu Dake, da bi si ogledale skoraj 700-kilogramsko žival, ki je lokalno znana kot Donald Trump. Razlog? Njeno bledo telo, rožnat nos in predvsem dolg blond pramen dlak, ki ji pada čez čelo. Mnogi obiskovalci so rekli, da jih ta videz spominja na prepoznavno pričesko ameriškega predsednika. Pravzaprav sem svojega bivola, ki je postal viralen in se imenuje Donald Trump, kupil pred 10 mesecev na živinskem sejmu. Moj mlajši brat mu je dal to ime zaradi njegovih las. Postal je viralen in veliko ljudi je prišlo, da bi ga videlo. Moj mlajši brat. Albinistični bivoli veljajo za redke v Bangladešu, kjer ima večina bivolov temno kožo. To je to žival naredilo še bolj izstopajočo med tisoči govedi, ki so jih pripravljali za Eid al-Adha. In ko so se fotografije bivola širile po spletu, so se množice povečevale, kar je žrtveno žival spremenilo v lokalno spletno zvezdo. To je mož. To je simbolično ime. V resnici nikoli ne more biti primerjave med človekom in živaljo. To je samo simbolično ime, ki smo ga dali iz naklonjenosti in ljubezni. Bivol je bil na koncu prodan po živi teži za 550 bangladeških tak na kilogram, kar je približno $4,50. Za mnoge, ki so prišli pogledat, ni bila privlačnost le v njegovi redkosti, ampak v nenavadni mešanici politike, popkulture in festivalske tradicije, vse skupaj združeno v enem zelo nenavadnem bivolu. Moram reči, da je zelo prikupen bivol in všeč mi je njegova pričeska. Ima nekaj posebnega. Prav, prijatelji, to je za zdaj vse v oddaji Global Eye. Sem Nataša Kircik. Hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo naslednji teden in želim vam čudovit dan.